človeka ne verujem več. Kakšno zver je človek. Kako je surov. Kako sebičen je. Sartre ima prav. Bližnji. To je pekel. To so me naučila 4 leta v taborišču. Bog, verjamem, da biva v nekem svojem nedostopnem kraljestvu, mi ljudje pa gazimo po svojem blatu. No, morda ima tudi to kakšen pomen, da človeka spremeni. Milost. So strahote, kamor milost nima pristopa in nad katerimi celo Bog zakrije svoj obraz. Ali veste to? Svetniki. Verujem vanje. Verujem, da so. Da oni potrebujejo drugo podnebje, drugo zemljo in druge pogoje, ki jih posvečujejo. Morda 4 zaprte stene. Svetniki se ne rodijo na tej peklenski zemlji. Prosim vas, pokažite mi svetnika v koncentracijskem taborišču. Svetnika, pravega, takega, ki bi svojega bližnjega cenil bolj kakor samega sebe. To bi rad od vas. Ali ni tudi apostol Tomaž nekoč dejal, če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev in v njegove rane ne vtaknem prsta in v njegovo stran ne položim roke, že ne bom veroval. Človek mora položiti roko na rano svojega dvoma. Mora se dotakniti krvi, da lažje veruje. Jetniki, ki so odhajali v smrt, v celico gledovanja, niso razmišljali o ničemer, vsaj ne o stvarih, ki bi jih še lahko navdajale strahom. Zanje je bilo vse odločeno. Njihov konec je bil predvidljiv, zapečaten in že vknjižen. Od njega jih je ločilo le še nekaj dni, ki jih je bilo mogoče prešteti. Mnogo je obšel obup. Le eden med njimi, tisti, ki se je sam javil v zameno za drugega, pater Maksimilijan, je ostal vse skozi miren. Vsem je dajal nekakšno oporo. Čeprav ni govoril, je bilo čutiti, da se tudi v njem nekaj dogaja in da so vsi povezani z njegovo življenjsko zgodbo. Vsi dogodki so se živo vračali pred oči njegove duše in jasno stali pred njim. Spoznaval je njihov smisel in njihovo medsebojno prepletenost. Vse to je počenjal z nekakšno odsotnostjo, skoraj tako, kot da ga ne bi več prizadevalo, kot da ne bi bil on tisti, ki je vse to doživel. V slikah, ki so ostajale pred njim, je nase dejansko gledal kot na tujca, katerega osebna usoda se ga komaj dotika. Njegova življenjska vloga, poklic in njegova izpolnitev je tvorila čvrsto zaključeno celoto. Nekoč je zapisal: človeško življenje ima 3 stopnje. Priprava na delo, delo in trpljenje. Prej, ko duša doseže svetost, tem hitreje pride do 3. stopnje, do trpljenja, ki ga zahteva ljubezen. Pred vami so slike tega življenja, kot so takrat ostajale pred njim. 1. stopnja, priprava na delo. Maksimilijanov dom v Zdunski Voli, ko je bil še otrok. Roza, roze, roze, rozam, roza, roza. Kaj počenjaš, Rajmond? Pišem domačo nalogo, mama. Stari lekarnar, moj učitelj pravi, da bi se lahko naučil tudi kaj latinščine. Kaj pa piše tukaj? Nulla roze sine spina. In to pomeni? Ni vrtnice brez trnja. Latinski jezik je težek, kaj ne? Potruditi se je treba, tako kakor za vsako stvar. Ali te je učitelj kaj karal, da si zadnji čas je tako žalosten? Zakaj pa si potem postal tako tih?
Že več dni te opazujem. Zakaj imaš tako solzne oči? Kaj, vendar s teboj si bolan? Ali nočeš govoriti z menoj? Zaupaj mi. Tvoja mati sem, poskušala te bom razumeti. Ne moram več držati, da vas sedaj mama ne bi ubogal in vam povedal vsega, ko sem videl njo. Koga? Prikazala sem je, tako lepa je bila, Marija. Prikazala sem je krimontarček čistohovske Matere Božje. V rokah je držala 2 venca, rdečega in belega, ter mi je ponudila. Sprejel sem jo, nasmehnila se mi je. Morda se mi ne bi nikoli, ko ne bi vi, mama, zadnjikrat izrazili svojega dvoma. Res je, nagajiv sem bil, tako meč me je urezala po mojem srcu. Nesrečni otrok, kaj bo iz tebe? Pa sem šel vprašati Marijo. Nisem mislila tako zares. Bilo je bolj za šalo. Oprosti mi. Mama, bi mi sedaj, ko sem to zaupal, nekaj obljubili, Kaj? da ne boste tega povedali nikomur, niti očetu. Ta skrivnost moram reči z nama. Skupaj moliva k Mariji, da se izpolni Božja volja. Leto 1917. Brat Maksimilijan študira v minoritskem kolegiju San Teodoro v Rimu. Boj s prostozidarji. Odkar je brat Maksimilijan pred 3 leti tukaj v Rimu opravil svoje slovesne zaobljube, kar naprej sanja o svetosti. Ni lahko postati svetnik. Pa ne samo, da se zato trudi od jutra do večera. Svojo glavo v garažko vliva znanje. Težko mu je, ker so bili bratje iz Avstrije ob začetku vojne izgnani odhod. Kot da bi hotel nadomestiti še njih. Ko sem včasih prišel v kapelo, sem mislil, da ni nikogar. A sem čez nekaj časa slišal rahel šepet. Za glavnim oltarjem je bil skrit Maksimilijan. O svoji etiki molči tako, da predstojniki zanjo sploh ne vedo. Zakaj potem še sanja o svojarskem načrtu je sploh normalen? Zakaj hoče vojsko brezmadežne? Zakaj hoče, da se brezmadežne posvetimo na poseben način? Oče Maksimilijan, kaj misliš s posvetitvijo brezmadežni? No, vse zadnje pomisli. Marija na prvem mestu. Ali ni to odstopanje od vodila serafinskega očeta Frančiška? Frančišek je hotel živeti evangelij, živeti Kristusa. Ljubezni do Marije vam nihče ne zapoveduje. Marija je Jezusova mati. Samo sužnji in služabniki se postavljajo vprašanja o tem, kaj je treba storiti. Kakšna bi bila ljubezen, ki bi storila samo to, kar mora? Ni nas treba biti strah, da bomo brezmadežno preveč ljubili, ker je nikoli ne bomo ljubili tako močno kot Jezus. Vsa naša svetost je v posnemanju Jezusa. Kdor se približa njej, se približa Bogu. Po krajši, bolj gotovi in lažji poti. Mar ni tako?
Pa vendar klic bolnika po bolniški sestri ne nadomesti potrebe po zdravniku. Nasprotno, sestra napravi to, česar bolnik sam ni sposoben. Gre po zdravnika. Marija je utelešenje najpopolnejšega odgovora ljubezni na Božjo ljubezen. Marija je služabnica, dekla Boga. Ljubite jo. Zakaj si pa potem tako vojaško razpoložen, da hočeš vojsko brez madežne? Mi smo že razmišljali o kalibru 420. Res je. Po končanem malem semenišču sem hotel zapustiti minorite. S pravim orožjem sem se hotel bojevati za brezmadežno. Novicijatu sem svojo stisko zaupal očetu Dioniziju. Priporočal mi je vsakodnevno molitev pod tvoje varstvo. To molim še danes, čeprav sedaj vem, kakšen boj je imela brezmadežna v mislih. Ta boj duha proti duhu časa. Krizo propadanja reda čutim prav zaradi nezvestobe Kristusu. Sprašujem se, zakaj mladi ravno samostano izgubljajo svoj ideal svetosti. Kaj naj storimo? Prostozidari želijo praznovati svojo 200-letnico tako, da bi naredili cerkvi kar največ škode. Ti svobodomislici razplamtevajo svoja čustva in nastopajo vedno huje. Pod Vatikanskim oknom so razobesili zastavo, na kateri Lucifer tepta nad angela Mihaela. Razdeljujejo letake proti svetemu očetu. Norčujejo se iz napak cerkve ter se bojujejo zoper njo. Hočejo svobodno cerkev. Boga po meri človeka. Maksimilijan, prav imaš. Dojel si mehanizem zla. Moramo mu napovedati vojno. Če želite, se mi lahko pridružite. Ustanovimo zvezo, vojsko brezmadežne. Po njej bomo zmogli vse. Prosili bomo gvardijana očeta Štefana za mnenje in dovoljenje. Če nam dovoli, bomo imeli prvo sejo v ponedeljek, 17. septembra. Druga stopnja, delo, leto 1925. Pater Maksimilijan je profesor v Krakovu. Sam dobri angel vas je navdihnil, oče provincial, da ste prišli v Krakov prav v tem času. Dobrodošli, prosim, sedite. Hišna vizitacija je moja dolžnost. Najprej si boste malo odpočili. Potri slova je morala biti naporna. Niti ne, kakšna pokora pa tudi mora biti v življenju. Kako pa kaj pater Maksimilijan? Odličen profesor, le mlajši ga malce teže sprejemajo. Dovolite, če smem nekaj reči, bolan je, hudo bolan. Kako si drznete presojati njegovo zdravstveno stanje? Vi ste vendar samo bolniški brat in ne zdravnik. V pralnici sem videl njegove robce, vsi so bili krvavi. Morda se je urezal prst ali kaj podobnega. Zaradi nekaj krvavih robcev vam pa še ni treba biti plat zvona. Toliko prstov pač nima. Njegova pljuča so to, vam pravim. Res je nekam šibkega zdravja. Zato sem ga pa že oprostil pridiganja in spovedovanja. Toda kot profesorja ga nimam s kom nadomestiti. Drugega profesorja, ki bi imel dovoljenje, nimamo, tretjega bi morali plačati. Vaše bratsko sočutje je res hvalevredno, a morda se motite. Kot bolniški brat ne bi smeli biti pesimisti, saj smo vendar kristjani in moramo imeti zaupanje, mar ne? Ni prav, če vidite takoj vse črno. Ne črno, rdeče, kri bljuva, pater provincial. Zato mora biti tudi tako previden. Hodi počasi in govori potiho. Boji se, da se mu ne bi ulila kri, jaz to vem. Med študenti pa ga nihče ne jemlje resno. Pravijo mu sveta marmelada. Kako?
kar se maže na kruh, marmelada. Ostanite na svojem mestu. Pater Provincial ve, kaj je marmelada. To že. Nisem povedal, da lahko tako kličejo patra. Storil sem le, kar sem bil dolžan storiti, javil sem, kar sem opazil. Če bi vprašali mene, bi patra Maksimiljana nemudoma poslali v zdravilišče, preden bo prepozno. Ne bo moja krivda, če se dobri profesor naenkrat znajde v nebesih, mislim reči nekoliko prezgodaj. Se sploh zavedate, kaj zahtevate od mene? Posamezniku vendar ne smemo dajati prednosti pred skupnostjo in to zaradi nekaj umazanih robcev. Saj vendar nismo poslali človeka v Rim zato, da ga bomo sedaj, ko se je vrnil z 2 doktoratoma, potem, ko smo ga 7 let šolali z velikimi žrtvami, poslali v zdravilišče. Gospod to ve, on bo pokazal pot. Če bo pokazal na provincialno blagajno, je ta prazna. Toda, če je z mladim patrom res tako hudo, bo trebalo nekaj ukreniti. Mislim, da ni tako hudo, stari pač rad malce pretirava. Za nas pa je le bolj duhovno dobro, da se motimo zaradi preveč kot premalo sočutja. Se vam ne zdi? Morda, to da ne v tem primeru. Pater Maksimilijan je bil pred kratkim osebno pri meni in me je prosil, če sme imeti nekaj javnih nastopov, torej se nikakor ne počuti tako slabo. Javnih nastopov? Pa ja ne misli z njimi širiti nenavadno družbo, o kateri so nam poročali že iz Rima. Da, vojsko brez madežne. In ste mu dovolili? Verska pretiravanja najlažje ozdraviš tako, da jim čim prej pomagaš do izkustva. To je neuspeh pri ljudeh. Za svojega naslednika ga ravno ne bi priporočil. Je preveč prekanjen. Leto 1935. Pater Maksimilijan je gvardijan samostana Unije po Kalanovu, urednik in pisec. Ti, Alfons, tale njegova pokorščina je pa malo huda. Ali si videl, kako je prejšnji spodil novinca, ker ni hotel menjati svojega novega rodovnega oblačila, ki ga je dobil za darilo od svojih staršev z enim od starejših bratov? Ireneo, ko sem ga nekoč obiskal v zdravilišču, v Zakopanih visokih Tatrah, mi je pripovedoval o orlu. Poglej orla. Sveti Frančišek je prvi dojel, kar nam daje slutiti ta ptič. Kaj je dojel? Skrivnost doseganja popolnosti. Letenje tega ptiča je popoln izraz svobode, vendar to sploh ni njegova svoboda. To je svoboda zraka, ki ga ohranja v letu, medtem ko se ptič popolnoma prilagaja njegovim zakonom. Ker se mu povsem uklanja, se nam dozdeva, kot da je neodvisen od njega, prost, svoboden. In tako je tudi s človekom. Usmerjeni smo k Bogu, ki je veter in zrak naše svobode. Svoboda ptiča je prav v tem, da se pusti držati vetru in zraku, da se uklanja njunim zakonom. Moj Bog, kakšnim zakonom vendar? Zakonom višjega duhovnega življenja, ki je dvignjeno nad naše naravno življenje. In to je? Razvoj in izpopolnjevanje duše. To je tista Gospodova volja, ki nas edina osvobaja. In to v pokorščini. Tako kot pri orlu. Leti brez truda. Njegov let ne pozna nasilnega prizadevanja. Je le pokorščina višjim zakonom. In zato se zdi, kot da leti samo od sebe. Samo v Boga ti moramo praviš. To da, če hočemo leteti, moramo vedeti kam, mar ne? No, se veš. Kaj bi? To, kar ve ptič. On ničesar ne ve. Leti pa le. Ali je znanje sploh potrebno? Nisi me prepričal, bratec. Priznaj, da gre pri redovni zaobljubi pokorščine večkrat za veliko vprašanje Božje volje, ki nas vodi.
Kaj pa, če se predstojniki motijo? Naj se motijo. Jaz se ne motim, če obogam. Predstojniki se praviloma motijo v omejeni stvari. Moja pokorščina pa je naravnana k višjemu cilju. Tudi v primeru, če je zapoved napačna. Poglej ptiča. Njegov let bo vedno uspel. Tudi kadar bo letel v napačno smer. Znal bo izkoristiti tudi nasprotni veter. Kar trdiš, ima nevarno šibko točko. Kaj se ti zdi pomanjkljivo? S takšno pokorščino obogati na slepo je konec svobode in s tem odgovornosti. Naj si bo dejanje še tako krivično, da zločinskomu pokorščina odzame vsako krivdo. Mar ne misliš tako? Nisi še razumel. Ne smemo obogati na slepo. Vse, kar moramo storiti, mora vedno vključevati našo svobodno odločitev. Bog nas ne vodi le od zunaj, vodi nas tudi od znotraj, po naši vesti. Kaj pa, če si Bog v nas in Bog zunaj nas nasprotujeta? Naprimer, da ti predstojnik prepove delati dobro? Razumem. Glej, ravnal se bom po ptiču. Upošteva zakon narave, a se ne da odgnati, čeprav piha nasprotni veter. List vitez brez madežne je v polnem razcvetu, bratje. Stroji vsak dan bruhajo, da dosegamo večjo naklado. Oče Maksimilijan je odličen, nepokvarljiv motorni je Pokalanova, spet je malo spal. Kljub bolezni piše in ureja časopis, včasih tudi celo noč. Kje pa je oče Maksimilijan? Ali ni dejal, da se moramo nekaj dogovoriti? Srečal sem ga v kapeli. Večkrat nas poučuje, da mora biti delo prepojeno z molitvijo in svari, da se varujemo največjega krivoverstva aktivizma. Če molitve ni, je vse karikatura, izdaja pravi. Ali se mu za trenutek pridružimo? Počakajmo, menim, da mora biti vsak čas tukaj. Pokaži nam prvo stran novega viteza. Ave Marija! Ave Marija! Oče, veseli smo, da število izvodov viteza brez madežne iz dneva v dan raste. Pravi napredek. Presega že vse naklade drugih listov. Pred 13 leti smo v Krakovu začeli s 5000 izvodi, sedaj pa jih tiskamo že 700 000. Še sveti Frančišek bi nas bil vesel. Saj pravi, bratje, dokler imamo čas, delajmo dobro. Oče Maksimilijan, omenili ste, da bomo začeli tiskati še dnevnik. Ali ne bomo potrebovali še več bratov, ki bi nam pomagali? Že, res bi jih potrebovali. Toda ustvariti moramo vrsto pravih, posvečenih delavcev. Veste, da se vsako leto oglasi veliko kandidatov, tudi mnogo bolj specializiranih od nas. Toda še naprej bomo sprejemali malo, čeprav bomo morali delati še več. Nam je potrebna elita, ker je Pokalanov šola svetnikov. Tako je, oče, delo brez madežne ne sme biti kakšno donosno podjetje. Raj bi prenehal z izdajanjem, kakor da bi list zaupal neposvečenim. Oče, ali je res, da dobimo jutri nov stroj za tiskanje? Zaradi tega ste nas hoteli zbrati tukaj, kaj ne? Res je. Kaj naj bi mu želel drugega, kakor to, da naj zvesto služi svoji kraljici in gospe? Že danes ga blagoslavljamo. To je čas, ko prejema redovno obleko. Jutri ga bomo postavili, to bo njegov novicijat. Ko ga bomo pognali, bo napravil obljube. Kaj bi mu še želel? Naj dolgo dela? Ne. Nekaj pomembnejšega. Naj se pokori željam svete device. Dober redovnik ni dober zato, ker mnogo dela, ampak zato, ker je Boga. Tako bo brat stroj dober samo tedaj, če bo storil, kar po bratu tiskarju od njega zahteva devica. Če ga ona ne želi, naj bo že jutri odklopljen. Ave Marija! Ave Marija! Ave Marija! Oče Maksimilijan, nek novinar bi rad govoril z vami. Hvala. Oprostite, bratje, moram ga sprejeti. Oče, mi bomo medtem šli kar na delo.
Kot dopisnik enega največjih varšavskih dnevnikov vam moram, čeprav kot tekmec, priznati, da ste v tisku dosegli zares izjemen uspeh. Le kako vam je to uspelo? Hvala, sedite. Molim bo, da bi uspevalo. No, glede na to, da ste precej šibkega zdravja, nekateri zdravniki menijo, da je bolezen že tako napredovala, da... Da. Eden od zdravnikov mi je dal samo še 3 leta, ampak to je bilo že pred 20 leti. Žal ga o tem ne morem več vprašati, ker je že umrl. Kako je to mogoče? Da je umrl? Ne, da vi živite in da ste s svojim podjetjem tako uspeli. Kako si to razlagate? Veste, uspeh ni v tem, kar vidite, v zgradbah, strojih, visokih nakladah. Uspeh je v notranjosti. Pravi napredek je duhoven ali pa ga ni. Ali nimate poleg svoje mistične razlage uspeha nobenega drugega, bolj praktičnega recepta? Kako to mislite? Vaši bratje delajo zastonj, torej lahko vaš časopis izhaja bolj poceni, v visokih nakladah, tako premaguje vsako konkurenco. Moram vam priznati, da sem pri vas prvič videl uresničeno idejo pravega komunizma. Mislite? Pa storite še vi tako. Vaš ustanovitelj Sveti Frančišek je obljubil uboštvo. Kaj mislite, da bi storil, ko bi videl vse te vaše najmodernejše stroje? Zavihal bi rokave in nam pomagal. Menim, da vam mora ta dejavnost veliko prinašati. Da, dolgove. Vedno smo imeli dolgove. Smo proti kopičenju zunanjih vrednot. Vsa sredstva morajo biti ves čas v obtoku in prinašati sadove. To mora biti posebna umetnost, da gradite, vendar ne s tem, kar imate, marveč s tem, česar nimate. Ne umetnost, dragi moj, to mora biti vera. Prepričan sem o neizčrpnih sredstvih, ki jih za nas hrani blagajna Božje previdnosti in to z veliko čvrstejšo podlago od zlata. Torej imate v načrtu še kakšno gradnjo? Da, poskušali bomo vključiti tudi druga sredstva javnega obveščanja, morda zgraditi letališče, da bo časopis hitreje na pravem mestu. Razmišljali smo tudi o kino. Že prihodnje leto nameravamo snemati verske filme. Tukaj vidite, bodo stali v studiji. Oče Maksimilijan, pa se vam zdijo sredstva javnega obveščanja, kot je radio, zares primerno za slavljenje Boga? Se vam ne zdi, da je vse te najmodernejše iznajdbe ugrabil hudič s svojimi pomočniki, da bi jih obrnil v zlo? Mislim, da je to razlog več, da se prebudimo, primemo za delo in zavzamemo položaje, ki jih je zasedel sovražnik. Brez madežni bi radi pokazali vse, kar je človeški genij ustvaril posebno lepega. Oče Maksimilijan, pred 8 leti tukaj še ni bilo vašega samostana, pravzaprav kar manjšega mesta. Kako ste ga uspeli zgraditi? Ko sem izvedel za prodaj tega zemljišča, sem takoj šel na gled in tukaj postavil kip brez madežne. Provincial mi za tako veliko vsoto denarja nakupa ni dovolil, zato sem lastnika prosil, naj pusti kip, kjer je. Presenetil me je. Po majhnem premisleku mi je celotno zemljišče podaril. Z brati smo noč in dan gradili barake za kapelo, tiskarno in prenočevanje. Izdajati smo hoteli list, ki bi vsem narodom razlagal evangelij. Vitez brez madežne. Oče Maksimilijan, kako ste uspeli za seboj pritegniti toliko bratov? Mislim, da vas je čez 200 in sprejeli ste še mnogo novincev, tukaj vse kar mrgoli kot v čebeljem panju. Prav imate, to ni moja zasluga, to je delo brez madežne. Smem kasneje malce pofotografirati? Seveda, mislim, da ne bo imel lastnik nič proti. Hočete reči redovna skupnost? Hočem reči brezmadežna. To ni njeno delo, ona je direktor. Oče Maksimilijan, v našem časopisu bi rad poročal o vašem samostanu kot o največji redovni hiši v Evropi in kot o največji založniški hiši na Poljskem. Vendar brez te vrhnje mistične zgradbe. Temeljne gradnje, mislite? No, sedaj bi vas rad popeljal še do naše glavne stavbe, naše skupne kapele. Vsekakor me zanima, ni je pokalano, ampak le po tem, kolikor se tu resnično dela in kako se tiska časopis. Vem, torej, pridite. Mislil sem, da tam samo molite. Tudi molitev je delo, delo navznoter. No, pridite že. Oče Maksimilijan, a se vi zavedate, da bo vašega samostana konec?
če pride Hitler zares na oblast? Vidite, prav to vam hočem reči. Če propade vse, kar ste danes tukaj videli, bo še vedno ostalo tisto, kar niste videli in kar je v naših srcih. Ni je pokalano v naših srcih. Vi ste zares neustavljivo verni. Ne jaz. Resnica neustavljiva. Privlači nas nevidno in osvaja naša srca, da se ji predamo. Hrani nas sama seboj, kot pelikan, in ko nas hrani, nas spreminja vase. Mislite tistega pravličnega ptiča, ki hrani svoje mladiče z lastno krvjo? To je star krščanski simbol. Mislim, da ste razumeli. Pišite o tem. Leto 1941. Ni je pokalano 17. februarja ob 9:45. Trpljenje in žrtev. Nihče na svetu ne more spremeniti resnice. Kar lahko storimo je, da jo iščemo, najdemo in ji služimo. Najdemo lahko na vsakem kraju. Halo, pater Maksimilijan? Ali res? Dobro, otrok moj, pridite v mojo sobo. Heil Hitler! Hvaljen Jezus Kristus. Si ti Maksimilijan Kolbe? Da, jaz sem. Zoper tebe je znan ukrep tajne policije za obrambo države pred sovražnimi elementi. In s čim to utemeljujete? Z odlokom državnega ministrstva 28. februarja 1933. Vaš samostan je trdnjava poljskega odpora in zatočišče pripadnikov političnega podzemlja. S tem ogrožate obstoj. Pokažite mu zaporno povelje. Takoj greš z nami. Aretiran si. Maksimilijanovo življenje, ki se je ob aretaciji začelo prelivati v daritev, je doseglo svoj vrh ob izstopu iz vrste. To je bila najlepša daritev, ki jo je lahko daroval. Saj je bil resnično oltar in jagnje obenem. Tako se je najbolj približal Jezusu in njegovi največji zapovedi. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da življenje za svoje prijatelje. Celica bloka številka 11 je bila celica križevega pota in smrti, a bolj kot to je bila celica upanja, celica sprave, z Bogom in seboj. Bog se je vidno pojavil na obzorju Maksimilijanove zgodbe. Naj bo nocoj ob slikah iz Kolbejevega življenja navzoč tudi med nami.
Tistega julijskega dne 1941 taboriščniki negibno sedijo na stopnicah pred vhodi v svoje barake in se naslanjajo nanje. Glodajo drobtine večernega obroka in molče strmijo predse. Uživajo skromni počitek in delujejo nenavadno mirno, kot bi, čeprav živi, ne imeli življenja v sebi. Obliva jih luč, kakršno poznajo vroči poletni dnevi tik pred sončnim zahodom. Ta svetloba poveličuje in daje večeru čar slovesnega trenutka. Naslednji večer. Zgodilo se je. Neverjetno, a vendar se je zgodilo. Nekemu jetniku je uspelo pobegniti. Preprosto. Nihče ni opazil, kdaj je Klos sploh pobegnil. Močni alarmni aparati začnejo grozeče zavijati. Veliki reflektorji s svojimi slepečimi žarki kar sami preiskujejo teritorij. SS-ovci so se s psi povzpeli na tovornjake. Noč je po vsem taboriščnem teritoriju postala svetla. Preiskovanje je v polnem teku. Toda sedaj je verjetno že vse prepozno in tudi stemnilo se je že. Hitro, natančno in temeljito preiščejo celotno področje, kolikor je le mogoče in kolikor dopuščajo noč in močvirna tla. Vse to je skalilo večer. Jetniki brez večerje, pošteno utrujeni in izčrpani od celodnevnega dela že 3 ure čakajo na mestu. Končno se s poveljniškimi koraki vrne vodja taborišča, Frič. V pramenu reflektorja se postavi pred zbor, da ga bodo lahko vsi videli in razumeli. Vašega sojetnika nismo ujeli. Zaenkrat še ne, kar mu bo verjetno koristilo. Le njemu seveda, vam ne. Prav žal vam bo, da niste bolje pazili nanj. Od zdaj naprej ne bo več niti hrane, niti pijače. Sicer ste pa kruha že tako in tako siti. Tam, kjer sem jaz gospodar, je bilo kruha vedno v izobilju, tako da nič nedečega pred vami vržem v kanal. In jutri boste spet stali tukaj. Ves dan, dokler ga bomo iskali. Stali boste, dokler vam noge ne odpadejo in si boste želeli samo še to, da bi ga že našli. Toda, če Klosa ne najdemo, potem bo izbor. Veste, kaj sem obljubil pri zadnjem pobegu? Za vsakogar, ki pobegne in mu beg uspe, jih vzamem 10 in jih taknem v bunker smrti. 10 izmed vas. Za enega. Morda boste še sposobni izračunati, ali se res splača bežati. Za vas, ki morate ostati. Sovražim jih. Sovražim Nemce, ker so povzročili, da sovražim. Da sovražim njih, sebe, vas, vse to ogabno življenje. Ne tako glasno, prijatelj. Sovraži nekoliko tiše, sicer te bodo slišali. Pusti ga, Goldberg. Frič ima obisk in se ne briga za nas. Pusti Tadeja, da se zjoče. Olajšalo ga bo in mu vzelo ta peklenski strah. Saj me sploh ni strah. Vi me sploh ne razumete. Ne bojim se, jaz samo sovražim. Ampak nočem, razumete, nočem. Najbolj sovražim prav to sovraštvo. Če ne želiš sovražiti,
potem moraš najprej premagati svoj strah, Tade. Dokler se strahu ne znebiš, se tudi sovraštva ne boš znebil. Torej, oni nas sovražijo iz strahu in mi prav tako strahu sovražimo njih. To je vendar začaran krog, ki ne bo pretrgan, dokler ne bo izkoreninjen en nasprotnik. Nemce preprosto moramo sovražiti, če hočemo ali ne. Da, točno! Vrtimo se v krogu, ki mu pravimo oko za oko, zob za zob. Začaran krog je to seveda. Treba bi ga bilo razsekati, razstreliti z bombo. S kakšno bombo? Iz katerega skladišča orožja misliš? Ampak to je resnica, prijatelji. Sicer pa se nam sploh ni treba bati za to bedno življenje. Preveč je bedno, da bi ga bilo vredno živeti. Tu se preprosto izgubi vsak smisel. Človek živi le še zato, ker srčna črpalka noče nehati delovati. Preprosto dela in dela, ne glede na obup v glavi. Pravzaprav je življenje hujše od smrti. Zato ga ne jemlji resno, prijatelj, in bodi vesel, če morda jutri prideš na vrsto. Ne veš, o čem govoriš, Goldberg. Kot vojak se ne bojim smrti, vendar ne bi hotel umreti kar tako, brez smisla. Če umrem v boju, za domovino, za svobodo, tudi jutri ne bo dobene borbe, dobene krogle, še vešal ne. Jutri bo bunker. Umreti od lakote je hudo. In pri tem je najhujša žeja, mi je pripovedoval paznik Borgovjec. Drobovje se ti suši, žile pečejo kot ogenj, možganske funkcije popuščajo in nažirati te začne blaznost, ki se vate priplazi kot zver. Pravzaprav mi že zdaj nažiramo drug drugega. Vsak od nas upa, da jutri ne bo izbran. Potiho si želimo, da bi se žrtvoval naš tovariš. Kot kaže praksa, nismo nič boljši, kot si nas zamišlja Frič. Pa vendarle, na boljšem smo, ker vemo, da naš resnični nasprotnik strah nas samih in da moramo voditi boj navznoter, ne navzven. Ubije lahko samo naše telo, mi pa smo več kot telo. Tu je še duša, duh, Božji duh. Strah je odveč, ker veš, da v resnici ne umreš. Nisem kristjan, kako bi naj to vedel? Nekdo je to že pokazal. Pokazal za vse, ne le za kristjane. On je pokazal tudi križ. Edina bomba, ki razbije začarani krog, je ljubezen, ki ničesar ne izključuje. Z njo in v njej smo močnejši od smrti in se nam ni treba ničesar bati. Še smrti ne. Ni slabo to tvoje razmišljanje. Ko bi veljalo, bi imelo moje življenje spet smisel. Pravzaprav vsako življenje. Pater je in govori tisto, kar se je naučil v cerkvi. Toda od njega to človek nekako sprejme, mu verjame. Mrak je padal na okoliške vasi in polja. V bližnjem gozdu pa je lahen vetrič šepetal žalostinko. Drugo jutro so jetniki bloka 14a že od 6. ure na zbornem mestu, brez zajtrka, kot jim je bilo že napovedano. Z občutkom izvrženosti opazujejo, kako vsi bloki po jutranjem apelu v grozljivem taktu taboriščnega orkestra, ki le zanje danes ne igra, odhajajo k dnevnemu delu. Ves dan na poletnem soncu, lakota, utrujenost in strah pripomorejo, da nekateri kar sami padajo. Vsa narava se je sramovala med tem, ko je opazovala vsakodnevno in neprestano potovanje vagonov proti Auschwitzu, odkoder ni bilo več vračanja. Bil je le vhod z napisom Delo osvobaja ali Arbeit macht frei in le en izhod skozi dimnik krematorija. Proti večeru postane na zbornem mestu kar nekam tiho.
Večina jih še vztraja po konci. Med njimi nihče več ne omaga, kar je pravzaprav čudno. Toda prestali so najhujše in sredi notranje praznine so v sebi odkrili neko točko polnosti, sredi telesne oslabelosti točko moči in zdaj čepijo skoraj kot spomeniki in komaj še opazijo, kaj je zunaj njih. Toda naenkrat je iz glavnega štaba v taborišču izstopil komandant, polkovnik Frič. Vsem je zastal dih. Krč je zaustavil ritem srca, kri v žilah se je strdila. Kdo bo tisti, ki bo šel proti podzemlju, iz katerega se pride samo še skozi dimnik? Nastala je smrtna tišina. Spregovoril je Frič, pravzaprav ni spregovoril. Ti ljudje ne govorijo, marveč zalajal. Pobeglega nismo ujeli! 10 bo šlo za to v smrt! Prihodnič bo obsojenih 20! Začel se je izbor, ki je bil kratek, hiter, odločen, učinkovit, kakor da bi se igrala strela. Frič prilepi svoj pogled tudi na Maksimilijana. V njegovih očeh išče razlog te nenavadne prijaznosti. Maksimilijan se ne izmika, marveč pogledu odgovori mirno in brez strahu. Friču se dozdeva, da se na tem obrazu pojavlja tudi pridih nasmeha, kar je resnično neverjetno. Saj mora biti popolnoma nor. Toda moja žena, moji otroci, tega ne morete, tega ne smete, nič vam nisem storil. Rad bi šel na njegovo mesto. On ima ženo in otroke. Kolbe je moje ime. Maksimilijan Kolbe, katoliški duhovnik. Kaj? Kaj hoče ta poljska svinja od mene? Pustite, da jaz umrem zanj. V redu. V redu. Čevlje dol! Posušili se boste kot tulipani. Mar nekdo poje? Namesto, da bi tulil, poje. Tu nekaj ni v redu. Kakor da še vedno ne dojemajo, da je vse končano. Kmalu bodo to spoznali. Še vsi, ki so prišli sem in niso takoj znoreli, so to spoznali. Stvar je prav preprosta. Ne preostane drugega, kot da to spoznaš. Ko bi govoril človeške in angelske jezike,
ljubezni pa bi ne imel. Sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva, in ko bi poznal vse skrivnosti, in ko bi imel vsa spoznanja, in ko bi imel vso vero, da bi gore predstavljal, ljubezni pa bi ne imel. Nisem nič. In ko bi razdal vso svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel. Mi nič ne koristi. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice, vse prenaša, vse upa, vse veruje, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo omolknili, spoznanje bo prišlo, kajti le delno prerokujemo in delno spoznavamo. Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko sem pa postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Sedaj gledamo z ogledalom v oganki, takrat pa iz obličja iz obličja. Sedaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen. Norec ljubezni. To bi lahko bil napis na Kolbevem grobu, če bi ga imel. Nima ga. Že od otroštva je pripadal nebesom. Vedno je hotel biti ves očetov. V svojem oboštvu se niti z grobom ni hotel vezati na zemljo. Izgorel je v oblake, skozi dimnik taboriščnega krematorija. Polagoma so le začeli umirati. Od 6. dne so vsak dan koga odnesli v krematorij in poskrbeli, da so jim iz ust pobrali zobno zlato. Čim manj jih je bilo, tem večja je bila tišina, tem grozljivejši je bil mir, ki je odmeval vse glasneje in segal v dušo globlje kot kričanje lačnih iz sosednje celice. Mir pa je še naprej izhajal iz patra, ki je vse dni negibno sedel ob steni bunkerja, z rokami sklenjenimi pred seboj, z lahno nagnjeno glavo in z napol odprtimi očmi. Čisto tako kot zdaj. Le kaj se dogaja v njem, so se spraševali čistilci celic. V njem se ni dogajalo ničesar več. Dolge dneve so ga obletavale slike, slike iz njegovega življenja, iz njegovega trpljenja, iz njegovih poskusov ljubezni. 14. avgust 1941, predvečer Marijinega vnebovzetja. Počasi se je spuščala noč. Zvezde so se začele prižigati. Zasveti prva in potem še ena in še ena. Počasi se približuje SS-ovski zdravnik s torbo v rokah. Maksimilijan nepremično in naslonjen na zid sedi na betonu ter opazuje, kako zdravnik v svojem belem plašču nemo odloži torbo in iz nje vzame injekcijo fenola. Nato se približa Maksimilijanu, a njegovega pogleda ne vidi, ker je svetilka slaba. Opazi le, kako obrne glavo, ga pogleda
in zaradi izčrpanosti s težavo dvigne roko, da mu jo pomoli. Zdravnika je zgrabilo, kakor da bi sam dobil injekcijo. Oglasi se mu vest. Res bedno službo si izbral, prijatelj, da pokončuješ jetnike. Sram te bodi. Le zakaj? Samo svoje dolžnosti izvršujem kot vsi drugi. Imam zapovedi in jih izvajam. Obsojam in ubijam jih ne. To delajo drugi. Ti jim pomagaš, prijatelj. Ker moram. Res moraš. Sicer bodo ubili mene, pristeto. Si prepričan? Vsakogar ustrelijo, kdo noče izpolnjevati njihovih ukazov. Zakaj si potem dopustil, da so te imenovali za taboriščnega zdravnika? Saj vendar nisem vedel, kaj bo moral početi. Mislil sem, da bo morda lahko pomagal. Pomagal k smrti, misliš? Oh ne, saj mi je hudo. Potem priznaj, da si mislil predvsem nase, na svoje lastno preživetje, na strah pred smrtjo. Vsak dela tako. Naravno praviš. Vsak. Delo še imam. Zgoraj sem, v biroju. Kot bi bežal, se zapodi po stopnicah, odpre vrata in nekajkrat globoko zadiha. Zagospoduje nad svojim vznemirjanjem in pogleda proti sosednjemu bloku. Tam je čepel velik črn ptič, ki je s težkimi krili zamahnil in se dvignil visoko, v svetlo modrino žarečega poletja. Nihče na vsem svetu ne more spremeniti resnice. Lahko naredimo le eno. Jo iščemo, najdemo in ji služimo. Najdemo jo lahko na vsakem kraju.
Hvala.